Jo, folk, dobrodošli nazaj v nov video. Preden se začne ta video, bi samo rekel, upam, da ste vsi v redu zaradi teh razmer, ki se dogajajo. In to je mal drugačen stil videa, sploh nima veze s financami. Ta teden sem imela en zelo dober video planned out, ampak zaradi dežja pol nisem mogla snemati. Saj se pa odločila, da bo posnela en hiter prispevek o teh poplavah, ki so se zgodile. Nahajamo pri Kamniški Bistrici, ki je včeraj zelo poplavljala. Začela je že včeraj po noč poplavljati in pol še včeraj cel dan. Sicer mi, da smo tukaj v Domžalah, ker ni spet toliko hudo, ampak v krajih, kot so Kamnik, Mengeš, Komenda, so bile poplave zelo hujše. Bova dala tukaj kakšno sliko. V bistvu tudi tukaj lahko vidite, kaj pač so naredile te poplave. Ta most je čisto uničen, ni prevozen in v bistvu še veliko takih škod se je zgodilo. No, trenutno je še zmeraj več kot 1000 ljudi brez elektrike. Na Koroškem je bil tudi beli alarm zaradi plazov. V nekaterih krajih še zmeraj ni pitne vode. Sem se pa tudi odločila, da bo tudi Mida pomagala in če hočete pomagati ljudem v stiski, ki so bili prizadeti zaradi neurij, imate v opisu link in lahko greste in donirate. To je bilo drugače skoraj po celi Sloveniji, najhujše pa v bistvu tukaj v srednja Slovenija, pa pol zahodna, pač Koroška, tudi na Gorenjskem je bilo dosti hudo, velike reke poplavljali. Zaenkrat so tudi 3 smrtne žrtve zaradi vseh teh poplav, tako da je situacija kar huda. Je čisto uničen, ni več prevozen. Včeraj je bila v bistvu voda dejansko tako visoka, da je prišla čez most in je vsa ta drevesa so prišla gor in kakor vidite, se je most nekako zlomil. No, kot le vidite lahko za mano, uničen vodovod, uničena cela ta pot. Lahko vidimo pri mostu, vse uničene. To je pač zelo velika škoda. To je v bistvu samo še druga stran tega mosta, kot smo prej pogledali. In če pogledate tudi tukaj, cela potka skoraj da neprehodna. Pridite še malo bližje pogledati. Vidite, kakšno uničenje. Verjetno vas zanima, kdaj se bo v bistvu situacija umirila. Zdaj, vremenarji napovedujejo za danes popoldne že dosti umiritev poplavljanja reka, tako da najverjetneje je že najhujše za nami, ampak v nekaterih krajih reke še vedno zelo veliko poplavljajo, tako da v bistvu danes pa jutri zna biti še veliko škode. Tukaj vidimo v bistvu še en most, ki ga je dosti poškodovala reka. Pač to je v bistvu po celi Sloveniji se dogaja. Mostovi zlomljeni, niso več prehodni. Veliko gasilcev in ljudi je tudi rekel, da take poplave še v njihovih življenjih niso videli. Kar že samo po sebi pove, da je bilo to res grozno. In se odločili, da naredijo malo research na prejšnjih poplavah, kakšna je bila škoda, da lahko pol nekako pričakujemo, da lahko pol vemo, kakšno škodo bi lahko tle pričakovali. 2010 je bila ena ogromna poplava, ki je terjala 250 milijonov evrov škode. In leta 2014 je bila tudi ena ogromna poplava, katera je zasula več kot 180 cestišč in sprožila več kot 270 plazov. To sta bile samo dve najbolj recent, taki res grozni, močni poplavi. In zdaj pa samo v bistvu moramo še čakati na ta aftermath po poplavi, da bomo videli, kakšna škoda je bila, ker jaz si predstavljam, da zdaj sploh še ne morejo izračunati. No, tukaj sem par novih informacij, ki smo jih dobili po tem, ko so snemala video. Predsednik vlade Golob je rekel, da bo najverjetneje okrog 500 milijonov škode od teh poplav. Tako da to bo v bistvu po škodi naredil te poplave ena izmed največjih v zgodovini. Tako da kar se pa tiče vseh, ki so na te poplave, ta neurja povzročila škodo, imajo pa zdaj v bistvu še par nasvetov, kar se tiče pri zavarovalnicah, da bo se v bistvu dobili povrnjeno za vso škodo, ki ste jo dobili. V bistvu, da bo to malo bolj razložen, bova zdaj poklicala na enega kolega Tineta, ki se malo bolj spozna na te stvari, pa da vam da še on par nasvetov. Ja, torej, kar se tiče prijave škode na zavarovalnico, to so stvari zelo dosti preproste in če na hitro, če gremo čez seznam. Torej, najbolj pomembno je torej, da najprej poskrbimo za svojo varnost, in potem, da se prepreči nastajanje nadaljnje škode. To preprosto pomeni klicanje gasilcev, take stvari, ampak spet ne skakati za stvarmi v vodo, ker še zmeraj moraš najprej poskrbeti za svojo varnost. Potem je fajn čim več slik narediti
torej da je dobro razvidno, kakšna je škoda, kaj je poškodovano, take stvari preprosto slikati, čim več stvari. Potem pomembno je shraniti vse račune, vsa policijska poročila, gasilska poročila, ne vem, bolj računi kakšnih majstrov, ki bojo prišli, najnujnejše stvari sanirati, popraviti, vse, karkoli računi, dokazi, je pač praktično, ko zbiramo te stvari, je, da mi moramo zavarovalnici dokazati, kaj je bilo poškodovano, kakšna je bila škoda, pa kaj je razlog te škode. Mislim, da v tem primeru so poplave, tako da to je dosti jasno. Ampak prosto to, zavarovalnico je treba prepričati, da je škoda bila in koliko je ta škoda stala. Pa preprosto se pa škodo potrebno še prijaviti na zavarovalnico, to pa je sicer od vsake zavarovalnice posebej, ampak večina jih ima spletni obrazec, mail, na katero se pošiljajo vsi dokazi in tudi telefonsko številko, na katero se lahko pokliče. Ampak čisto lahko tako rečem zdajle, ko že pomagamo strankam in kličemo, smo tako po 47, 45 v čakalni vrsti, tako da čakalne vrste so zdajle ful dolge. To je to praktično, kar je tukaj povedati. Če kdorkoli rabi pomoč, da se zbere stvari na kup in prijavi zavarovalnici, in komu odpiše v DM na Instagramu, pa bomo pogledali, kaj se da narediti. Čisto, da še jaz nekaj zraven dam. Zdaj pa sem že toliko časa, imam že toliko znanja, da lahko neko korist naredim za druge iz te situacije, ki so v tej težki situaciji. No, hvala vsem za ogled videa. Še enkrat bi vas prosil, če lahko kdorkoli donira za te, ki so jih prizadele poplave. Imate spodaj link. Če pa rabi kdorkoli pomoč pri prijavi škode zavarovalnici, je pa tudi spodaj link od Tinetovega Instagrama, ki se je ponudil, da mu lahko napišete in bo pomagal brezplačno. Tako da hvala za ogled, pa se vidimo.